Pozdravljeni v parku Pečno. To je park, ki se nahaja na glavni cesti Kanal Lig. V osnovi je park nastal zaradi naše želje po tem, da ljudi ustavimo. To pomeni, da ko gredo na sprehod skozi gozd, ne hitijo. Da ni ves čas tega nimam časa. Iz tega razloga je v parku polno figuric. Nekatere so keramične, potem imamo lesene skulpture, tako da je vedno nekaj za videti. Park je odprt vsak dan, vse dni v letu, vstopnine ni, ogled je na lastno odgovornost in v bistvu morate pa biti primerno obuti zaradi tega, ker govorimo o naravnem parku. V knjigo oziroma v Bitbook Evropske prestolnice kulture, ki ima pač v svojem uradnem poimenovanju tudi Borderless, nas je priključila Neda Bric Rusjan, zaradi tega, ker njena osnovna želja in izhodišče je bilo, da si brezmejen ne samo izven okvira države, ampak tudi izven okvira občine. Želela si je vključiti Soško dolino, ker je bila že nekajkrat v parku, se ji je zdelo to pač primerno mesto, kjer bi lahko speljali nekatere projekte Evropske prestolnice kulture. Prvi projekt je bil že leta 2023 pod vodstvom akademske kiparke Nike Šimac, so člani kluba Keramikov Kanal izdelovali glinene varuhe gozda, ki danes varujejo naš gozd pred slabimi silami, zlimi duhovi, hkrati pa pomenijo eno estetsko pridobitev parka. Naslednji projekt je bil otvorjen letos januarja in to je naredila krajinska arhitektka Orjana Velikonja Grbac in to je ta prostor, ki so v bistvu pripravljena sedišča za vse naše dogodke. Projekt se imenuje Valovila, narejen je pa iz najpogostejšega drevesa, ki raste tukaj, to je iz akacije. Naslednji projekt, kjer prvič tudi izkoristimo vse te danosti, pa bo danes gledališki dogodek pod režiserskim vodenjem Mojce Madon. Sodelujejo igralci Marjuta Slamič, Nejc Cijangarlati in Anuša Kodelja. Predstava Ladje v bistvu temelji na resničnih zgodbah slovenskih izseljencev na druge kontinente. Predvsem smo se mi na Avstralijo pa na Argentino osredotočili za zdaj. Mislim, ziher je to tema, ki jo bom še naprej raziskovala, ker me v bistvu zelo zgrablja, me ful zanima, ker me zanima tema v bistvu odnos do doma, gradnja neke identitete, kako pripadati neki skupnosti in tako da je to nekaj, kar me konstantno v bistvu vleče naprej in si želim še raziskovati. Zdaj Park Pečno me je povabil, če bi naredila pri njih predstavo in sem bila nadnavdušena, ker v bistvu sem iz teh koncev in tudi poznam ta park zelo dobro in sem si želela enkrat tukaj nekaj delati. In se mi je zdela ta tema potem zanimiva za ta gozd, ker iz teh pripovedovanj mi je nekako ta gozd kar naprej prihajal naprej, ker so bežali čez gozd, čez reke, čez hudournike, v bistvu so šli na nek način v neznano, ni bila začrtana pot, niti konkretno, niti metaforično. In se mi je potem zdel gozd v bistvu zelo primeren prostor za govoriti zgodbe o nekomu, ki je bežal od doma. Predstavo si je režiserka zamislila tudi kot poklon temu prostoru, govori o izseljeništvu, o beguncih in vemo, da izseljeništvo je tudi Soško dolino močno zaznamovalo. Igralce sem imela že veliko prej izbrane, ampak tudi zaradi mojih obveznosti in zaradi njihovih obveznosti smo mi v bistvu tako, da smo zares začeli delati, vaditi, je bilo en mesec nazaj. Ta predstava je nastala v enem mesecu, ampak sem vedela, da imam tako močno ekipo zadaj, da sem si to upala sprejeti, ta izziv in narediti v enem mesecu. Potem smo pa bili tukaj, mislim, velik izziv je bilo vreme, ker je letos poletje zelo nesončno in skozi je padel dež in kakor ste videli, te predstave se ne da niti ustvarjati, niti pač igrati, če je dež.
Tako da smo potem malo viseli po dnevnih sobah, pa brali tekst, čitali različne zgodbe, se pač pogovarjali o njih, jih razdelovali, se pogovarjali o tem, kaj nas zares zanima, kako zdaj neke zgodbe pripeljati pred ljudi. Ampak nam pa to zihar ne bi ratala. Ta predstava, če ne bi bila zadnji ena ogromna skupnost ljudi, ki nam je pomagala, mislim od Primoža in Parka Pečno, ki nas je povabil, do pač ogromno enih prostovoljcev, ki je pomagalo nabirati rekvizite, kostume, mislim vse. Tako da sem jim izredno hvaležna res, da so pomagali ustvarjati to predstavo. To je bilo nekaj najbolj čudovitega. Mi smo imeli vsi trije in Mojca vključno, smo imeli sezono za sabo, ker smo bili zelo utrujeni, nas je ta gost tukaj nas je pozdravil. Prelepo je bilo in tako smo bili lepo sprejeti od lastnikov parka, da kaj takega smo dobili jutranjo kavo, če nista bila v službi, popoldansko limonado, tako res lepo. Projekte EPK-ja pa bomo zaključili septembra z razstavo keramike Gregorja Maverja, ki bo pripravil ravno tako za park namensko keramično inštalacijo z naslovom In situ. Vse obiskovalce vabimo, da si vzamejo čas in si park ogledajo počasi. V našem razstavišču poimenovanem Razglednica vas čakajo tudi zemljevidi poti, po katerih se po parku lahko sprehajate. Pot je krožna, na vrhu prideš do kapelice, od koder imaš prekrasen razgled na celoten kanal in srednjo Soško dolino. Predstava Od Nice do Gorice je nastala po želji predsednice Kulturnega centra Lojze Bratuš Franke Žgavec, ki se je želela ustvariti predstavo prav za EPK. In zato smo začeli, moram reči, snovanje te predstave kar pred 4 leti. Takrat je ona recimo si želela neko predstavo, seveda, pri kateri bi sodelovalo veliko število zborov in seveda tudi orkester, torej glasbeno predstavo, pri kateri bi sodelovali tako profesionalci kot in tudi amaterji, zato da bi res združila vse naše ustanove, tako na slovenski kot na italijanski strani meje. In začeli smo potem s snovanjem teksta. Pomagal mi je seveda v prvi vrsti scenarist Aleks Devetak, ki si je odločil, da bomo skupaj zgradili oziroma napisali zgodbo, ki se plete čez 4 generacije in preko te zgodbe pripovedovali recimo mikro zgodbe malega človeka v tem prostoru. Jaz mislim, da se v teh zgodbah marsikdo lahko v naši Gorici in Novi Gorici prepozna, saj so zgodbe recimo po eni strani boleče, po drugi strani del našega življenja, našega prostora in naše identitete in so si se nekako vse malo podobne in mislim, da je prav to tisto, kar publiko zdaj najbolj nagovarja in mislim, da smo dosegli svoj cilj, recimo. Na odru se bo zvrstilo danes kar 125 pevcev iz 10 zborovskih sestavov, igralci iz ansambla SNG Nova Gorica, ljubitelji iz Slovenije in Italije in seveda tudi čezmejni orkester EPK-ja. Ja, vaje so usklajevali številni naši pomagači, asistenti in prostovoljci, katerim gre seveda prva zahvala. Brez vse te brezplačne delovne sile tak velik igralski in umetniški publik ne bi bil mogoč seveda. Vaje so potekale seveda dvojezično, stalno se prepletata slovenščina in italijanščina in ustvarjala se je taka lepa delovna skupina, kjer se oba jezika in obe mesti bistveno prepletata, tako da lahko rečem, da je bila ta predstava pravo kulturno dejanje združitve dveh mest z enim samim ciljem ustvariti skupno predstavo, ki govori o naših krajih, o naših mestih, o naših ljudeh.
V glavnem, jaz sem iz Rateč, tukaj star sem 20 let in sem se pred 3 leti tukaj udeležil te prelepe predstave. Dobil sem sporočilo od naše direktorice Jasmin in je rekla, če bi slučajno se rad udeležil prostovoljno tega, in sem seveda rekel tako ja, ker to so super nabrane izkušnje tudi za moje življenje za vnaprej in tudi za zdaj. Wow, super ekipa, sploh ne vem, kaj naj še povem, res se imamo dobro, tukaj uživamo, res smo pridni, delamo vsak dan, upali smo, da nas ne bo dež ujel. Zato zdaj upamo, da bo to šlo vse skozi, da bomo to lepo speljali, ampak seveda, da se ne bojimo nič, ker s tako ekipo je vse mogoče. Če imaš res toliko pridne igralce, kakor so tukaj, zbor, res prav brez besed sem, ne morem verjeti, kako dobra ekipa je tukaj. Moja vloga je kot statist. Moja vloga je, ne bom rekel zdaj zahtevna, ampak je komplicirana, ker moramo vse, tukaj vidite tudi zastave, moramo vse skozi gor pa dol nositi, sem ter tja skakati, se predbijati med 150 ljudmi, kar je kar nabito, če bi lahko tako rekel, ampak se na koncu vse to splača. A imaš kakšne resne izkušnje že z igranjem ali mogoče si že kdaj nastopil? No? Nastopil sem v osnovni šoli, če se to šteje, sem bil v dramskem krožku, pa potem tukaj v Novi Gorici, kar sem bil v šoli v gledališču, pa zdaj tole, no, pa upamo, da bo šlo še naprej tako dobro kot zdaj. Ja, tako je bilo. Smo bili v času covida in je dežela Furlanija Julijska krajina razpisala nove projekte v vidiku Evropske prestolnice kulture. In tako smo imeli več časa in zato smo se pač lotili razmišljati in tako smo razmišljali, da bi nekaj zgodovine iz našega prostora. In potem, kako bomo to poimenovali, in tako navrat na nos od Nice do Gorice, ne? Ker naša Gorica je goriška Nica, predvsem za avstro-ogrske takratne prebivalce. Ne? Tako se je začelo. S Jasmin sodelujemo že nekaj časa in takrat je bila tam okrog nas za druge stvari in tako se je začela zgodba in tako smo danes tu. Ja, bi lahko izpostavili še to, da je velika, torej za to priliko, ne, letos ponavljamo prvič 23. leta, lansko leto smo 3-krat ponovili in letos se to v okviru Evropske prestolnice kulture, kjer smo dali naslov Cross-Stories, to se pravi čezmejne zgodbe za lepšo prihodnost. Ne? In seveda v letošnji postavitvi sodeluje približno 120 pevcev, pevskih zborov, 30 orkestrašev plus razni igralci in to seveda pod vodstvom naše režiserke Jasmin Kovec. Dober dan, dobrodošli na tej uradni otvoritvi naše super osmice, dodatnega kamenčka v mozaiku tega, v kar smo to območje ob meji, območje, ki je bilo še nedolgo nazaj, pravzaprav dobro leto nazaj, pravzaprav zapuščeno, opuščeno, na nek način pozabljeno, za hrbtom nas iz Nove Gorice in prav tako za hrbtom naših prijateljev iz sosednje Gorice. In smo začeli in danes smo tu. Prenovljen trg Evrope, prenovljeno območje železniške postaje z novim podhodom, z novo povezavo. Danes otvarjamo super otmico, prenovljen Epik, tudi tam bo naš javni zavod danes po tej otvoritvi otvoril kavarno. Sama otvoritev te naše izjemne razstave o meji pa potem sledi proti koncu leta. Prav tako pa bomo kmalu, prav tu v neposrednji bližini, otvorili še športni objekt. Še igrišče, ki ga postavljamo skupaj s fundacijo Gorana Dragiča in smo ga poimenovali košarkarsko igrišče Gogi in Gigi, kajti pri tem sodeluje tudi Gigi Datome, italijanski košarkarski reprezentant. Torej, ustvarjamo novo mestno četrt, ki je v tem času, čeprav mi postopoma stvari otvarjamo, pravzaprav že zaživela. Vsakič, ko grem tu mimo, je tu polno ljudi, ne samo domačinov, temveč tudi tujcev, seveda vseh tistih, ki pridejo po tisto našo ikonično, klasično fotografijo na trg Evrope z eno nogo na eni strani, za drugo nogo pa na drugi strani meje. Hkrati pa vidim, da vsi obiščejo in se razgledajo tudi to, kar je na tem območju nastalo. In zato sem še prav posebej vesel, da tisto, kar smo si zadali, da bo to območje združevanja, povezovanja, nova, skupna, brezmejna mestna četrt,
Ne nazadnje, za tistih, ki tudi tega ne veste, meja je tu 10 metrov za vami. Torej, bliže meji in bolj na meji, kot tu pravzaprav ne bi mogli biti. Projekt Super Osmica, Super 8 je projekt strateškega pomena v okviru Evropske prestolnice kulture 2025. Poleg njega sta bila z evropskimi kohezijskimi sredstvi sofinancirana tudi Trg Evrope in projekt EPIC. Za vse tri projekte je bilo iz programa Evropske kohezijske politike 2021-2027 namenjeni skupaj 4 milijone evrov sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. V tem trenutku imamo v finančni perspektivi, v kateri smo 2021-2027, za 1,7 milijarde odločitev v podpori in prej so se z županom pogovarjali, zagnali smo motor in zagotavljam vam, da Slovenija na koncu leta 2029 v evropski blagajni ne bo pustila niti centa. Dobro bomo to izkoristili. Zadnjič me je na vladi moj prijatelj in kolega župan Matej Arčon vprašal: "Ma Sandi, povej mi, kam boš dal tiste tvoje ištanjela, kamor je ven?" Rekel, da vem, iščemo lokacijo. Za tiste, ki ne veste, imamo v Štanjelu ekipo Interrega Slovenija-Italija, ki se zaradi potreb gradu mora preseliti nekam drugam. In danes lahko naznanim, da je nastala ideja, ki jo bomo tudi skupaj z občino realizirali, da ta ekipa pride sem v Super Osmico, v prvo nadstropje in še več. Z tej ekipi se bo pridružila tudi del ekipe iz področja Direktorata za kohezijo in regionalni razvoj in kot je povedal minister Arčon, občasno tudi bo tu prostor za pogovore z našimi zamejci. In na ta način v praksi decentraliziramo državo. Govorimo o simbolnem pomenu kraja. Verjetno ste slišali že za japonsko umetnost, ki pravimo kintsugi. Ko se razbije ena keramična posoda, namesto da jo vržemo stran, jo zlepimo spet skupaj in točno tam, kjer so bile razpoke, damo zlato. Povežemo te razpoke z zlatom in ovrednotimo to njeno ranjenost. Mene ta degradirani prostor, ta rana, ki poteka skozi naše ozemlje, me spominja na to japonsko umetnost. Tukaj je bilo degradirano območje, tukaj je bilo zapuščeno območje, kjer ga noben ne gleda in tu je bila rana naših skupnosti, našega skupnega nekoč povezanega ozemlja. In to, kar se mi zdi zdaj genialno, od kogarkoli si je že izmislil Evropsko prestolnico kulture, oziroma tudi sodelovanje že desetletja, ki poteka na tej meji, je točno to. Ovrednotimo prav to, kar je bilo najbolj boleče. Prelijemo z zlatom in ustvarimo dodano vrednost, po kateri nas cel svet pozna in cel svet kaže zanimanje za to območje, prav zaradi te naše rane, zaradi te razpoke v keramiki in to bomo mi ovrednotili. Lepo zalijemo z zlatom, tako kot Japonci, in tudi sami ustvarjamo pri tej meji ta kintsugi. Maribor je ohranil bogato vinogradniško dediščino. Njegova najdragocenejše bogatstvo pa je stara trta. Leta 1971 je bilo znanstveno dokazano, da je stara med 350 in 400 let. Registrirana je pri Mednarodni organizaciji za trto in vino v Parizu in do danes ni znanstveno potrjena trditev o starejši živi trti. Leto 2004 je za staro trto v Mariboru pomembno, saj je prišla v Guinnessovo knjigo rekordov in se prizna kot najstarejša trta na svetu. Mesto Maribor to bogatstvo deli s svetom, z darovanjem potaknjencev najstarejše trte. Danes raste 104 potomcev od Avstralije do Japonske, od Južne Koreje do Brazilije. So dokaz, da obstaja globoka veza med človekom in trto, rastlino, ki nas pravzaprav spremlja od zore civilizacije. Ponosni smo, da bo od zdaj naprej eden od njih rasel tudi tukaj, na tem izjemnem kraju, ki je tako globoko povezan z zgodovino odpiranja meja in približevanja ljudi. Programi v Super Osmici in v Epic centru bodo svojo kulinarično ponudbo, koncerti,
glasbo in drugo kulturno ponudbo, kasneje tudi z stalno razstavo, v Epiku dodali bogat dodatek živahnemu dogajanju tukaj ob Trgu Evrope, kjer že lahko turisti, ki so si to območje izbrali kot vstopno točko za obe mesti, vidijo vsebine v podhodu, v kupoli Ingeborg Bachmann, v prenovljeni železniški postaji s muzejskimi vsebinami in kulturno-informacijskimi. Danes se dogajanje nadaljuje z odprtjem kavarne Epik, ki bo delček okusov iz Super osmice prinesla tja in jim dodala kvalitetno vinsko ponudbo našega okoliša skupaj s plesno glasbo naših sosedov.